Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v decembrski oddaji Novo mesto, športno mesto. Tokrat smo se preselili na novomeški glavni trg, na drsališče, hkrati pa obiskali tudi kulturni center Janeza Trdine, oziroma tisto, kar se je dogajalo tam. No, in kaj bomo videli v današnji oddaji? Pogovarjali smo se z direktorjem Novomeške agencije za šport Srečkom Vovko, pogledali, kaj so naredili v decembru oziroma kaj jih še čaka in hvaležni tudi temu, da gre vreme nekaterim na roko. No ja, žal manj smučarjem in tistim, ki radi smučajo. Potem pa obiskali tudi zaključek projekta 55 delavskih športnih iger, kjer so podelili priznanja najboljšim, vsem zmagovalcem, vsem tistim, ki so posegali po najvišjih mestih. No, sedajle pa, kot rečeno, kar pogovoru z direktorjem Novomeške agencije za šport Srečkom Vovkom. December je čas, ko se vse zaključuje. No, pravzaprav se pa lahko rečemo tudi marsikakšna stvar začne. In danes smo tukaj na novomeškem drsališču. Že drugo leto zapored ga je postavila ob sodelovanju z novomeško občino tudi Novomeška agencija za šport. Kot sami vidite, je dopoldne drsališče precej zasedeno z otroki, podobno pa je tudi popoldne. No, ob meni pa direktor Novomeške agencije za šport Srečko Vovko. Srečko, tudi letos uspešen projekt tole drsališče, ne? Ja, se sami vidite, ker snega nikjer v hribih ni, je ena taka pridobitev v centru Novega mesta prav dobrodošla. Srečko, ampak to ni edini projekt, ki je, lahko rečem, pod okriljem Novomeške agencije za šport v mesecu decembru. Tudi v decembru ste delovni kljub vsem trem, lahko rečemo, tistim dobrim možem, ki prihajajo. Tako je, v decembru nam služi vreme, tako da zaključujemo projekt, ki vodi Novomeška občina, v sodelovanju s Fundacijo za šport in nogometno zvezo, prenova kontejnerjev na pomožnem stadionu in prenova WC-jev na vhodu v stadion, tako da je spet ena nova pridobitev in verjamem, da se bo s tem trendom prenove in obnove nadaljevalo tudi v prihodnjem letu. Upamo seveda, da bo le denar, ne? Denarja ni nikoli dovolj, osebno vemo sami, smo malo deficitarni v športnih objektih, pa vendar, upanje je in verjamem in želim si v teh prazničnih dneh, da se bi postavili čim več novih športnih objektov, s katerimi bi vršili vadbo za vse naše športnike, ki, kot sami veste, so zelo uspešni. Zaključil se je tudi projekt 55 delavskih športnih iger. Tako je, zelo ponosni smo na te naše delavske športne igre v tem slovenskem prostoru, kot se že ponavljamo, neka posebnost. Kot ste videli, se vsako leto več delovnih organizacij oziroma športnikov-rekreativcev pridružuje temu projektu. Letos smo dodali tudi humanitarno noto in verjamem, da vsi čutimo, oziroma tudi naši uporabniki, to pomeni rekreativci, čutijo z nami neko energijo, ki jo potem razdajamo vsem drugim. No, pred vrati pa je še en velik projekt, ki je tudi, lahko rečemo, že kar nekaj časa doma v Novem mestu, športnik, športnica in športni kolektiv leta. Tako je. Sedaj drugi teden začnemo, oziroma v parih dneh, tem tednu bomo začeli z evidentiranjem najboljših športnikov, športnic in športnih kolektivov, tako da bomo v januarju izvršili glasovanje. Že sedaj apeliram na gledalke in gledalce, da v čim večjem številu glasujejo prek naše spletne strani za najšportnico, športnika in športni kolektiv Mestne občine Novo mesto. Datum je znan, ta prireditev se bo potekala 4.2. v domu Janez Trdina, v kulturnem centru Janez Trdina. Vsi športniki in športnice vabljeni. Upam, da bo tudi kulturni program v okvirih, ki bo zadovoljil gledalke in gledalce. No, nekako že vrsto let paradirajo, lahko rečemo, kar se tiče rezultatov, skoraj da isti oziroma podobni športniki, športnice in pa športni kolektivi. Mislite, da se bo to zgodilo tudi letos? Poglejte, če pogledamo za nazaj, vemo, da so naši košarkaši pokalni zmagovalci. Vemo, da so v polfinalu izgubili državnega prvenstva, kjer smo računali, da bodo bili prvaki.
na drugi strani pa namiznoteniški klub je in državni prvak in pokalni prvak in v vseh selekcijah je najboljši v Sloveniji. Tako da tukaj so še ostali športi, ki so v vzponu, tako da jaz mislim, da letos ne bodo v spredju košarkaši, bodo bili drugi športniki. Torej, pustimo se presenetiti, ne? Tako je. Bo pa to skrivnost do zadnjega trenutka, kot vsako leto. Do zadnjega tedna oziroma dok se ne bodo odpirale kuverte na prireditvi. Srečko, torej prireditev 4. februarja v Kulturnem centru Janeza Trdine, nekaj let sedaj je to že tam kot poklon športnu in športnikom, da je res to njihov dan, njihov večer, njihov dogodek. Je znana ali pa lahko razkrijete kakšno skrivnost, ki se bo dogajala na tej prireditvi? Znanega pač ni še, dokončno znanega še ni nič. Vendar se dogovarjamo z nekaterimi glasbeniki, ki so poznani v Novem mestu in širše in računamo, da bi predvsem lokalni kulturniki in glasbeniki nastopili na naši prireditvi. No, po razglasitvi najboljših športnikov in športnic ter športnih kolektivov pa še vedno vrsta drugih priznanj. Najbrž boste podelili tudi letos Bloudkove plakete, priznanja, značke in pa razglasili tiste najboljše v skupni razvrstitvi delavskih športnih iger. Tako je. Sklop podeljevanja so trije. Najprej župan podeli priznanja vsem športnikom in športnicam, ki so tekmovali za državno reprezentanco oziroma naredili uspeh v državnem merilu. Potem so tu nepogrešljive Bloudkova priznanja oziroma Bloudkove značke, kjer se poklonimo delavcem v športu in seveda podelitev najboljšim 3 ekipam delavskih športnih iger. Seveda pika na i oziroma vrhunec prireditve pa je naj športnik in športnica in športni kolektiv. Srečko, hvala. Hvala vam. No in ker je Srečko ravno omenil drsališče in ker smo tukaj, smo o drsanju in drsališču poprašali tele za mano najmlajše. Nika, živjo, kaj delaš tukaj na Glavnem trgu zdajle? Drsam? In kako se to počne, je težko? Ne. Kaj pa tale učitelj za nami, vas je že kaj naučil ali si že prej znala drsati? Že prej znam drsati. Kje si se pa učila? Tle. A lansko leto? Ja. In kakšni so bili začetki? Si velikokrat padla na rit? Ne. Pa je težko drsati? Žiga, kaj počneš tukaj na Glavnem trgu danes? Drsam. In kako ti gre? Dober. Kaj si se pa že naučil na drsalkah? Krog znam narediti, pa dobro mi gre zelo drsati. Kaj pa kakšen hokej si tudi že poskušal? Ne. Pa si letos prvič na drsalkah ali si že kdaj stal? Še kdaj sem že lani. Aha, torej si lani začel tudi tukaj v Novem mestu. Ja. Nina, kako je kaj z drsanom? Ti gre? Ja. Pa je težko? Ne. Na kaj moraš paziti? Kako se pravzaprav drsa? Da noge se krčiš, pa da gledaš v drsalke. In kaj si se naučila že tukaj na drsališču? Drsati. Ja, kaj, kakšen poseben element? Ja. In to je? Da hitro drsam. Wow. In si letos prvič na drsališču ali si že bila? Sem že bila. Te tudi oči pa mami pripeljeta? Ja. Luan, kako si kaj uspešen pri drsanju? Kar dober sem. In kaj je to tvoje najboljša stvar, ki jo obvladaš na drsalkah? Da se takole drsam. Da se drsam pač. Pa znaš še kaj drugega na drsalkah narediti? Kakšen krog, kakšen ovinek, zaviranje? Ja, znam skakati, pa ovinkati. Znam. Pa si se sam naučil ali z učiteljem? Sam. Si večkrat že bil na tem drsališču? Ne. Si prvič danes? Ja. In že tako dobro drsaš? Ja. Kaj bo šele čez dan ali dva, a? Bom pa še boljši. Max, kako uspešen si na drsalkah? Dobro. In kaj najbolj obvladaš? Drsalke? Drsalke, ja, ampak kaj počneš z drsalkami? Padam. A znaš torej padati? Kako se najbolj pade? Ja, jaz sem pa mislil, da na rit, da je mehkejš. Ne vem.
Kaj pa vas je učitelj že naučil pri drsanju? Sedaj pa čisto resno vprašanje. Ne morem, da takole račko naredim. A ti pomaga malo? Ja. No, dej. Kaj vas je učitelj že naučil na drsalkah? Takole račko naredimo. A takole račko? Ja. Pa si že prej stal na drsalkah ali zdaj prvič? Že prej, še dvakrat. Aha, tretjič torej v življenju. Ja. In kaj pričakuješ z drsanjem? Boš daj umetnostni drsalec? Počakaj. Boš umetnostni drsalec ali hokejist? Umetnosti drsalec. No, sedaj pa k 55. delavskim športnim igram. Kako je bilo, kdo so bili najboljši, kako so same igre potekale, pa koordinator le-teh Matjaž Kuzma. Matjaž Kuzma, 55. delavske športne igre so za vami. Ja, tako je. Danes smo zaključili tudi uradno, zaprli vrata 55. izvedbe delavskih športnih iger. Pred nami je nova sezona, štartamo predvidoma februarja. Koliko udeležencev, koliko podjetij? Udeležencev je bilo letos precej več kot lani, na kar smo zelo ponosni. Skupna končna številka je 2769 udeležencev in udeleženk. Od tega, torej ti udeleženci so zastopali 36 moških ekip in 20 ženskih. Ampak ta številka 2796 ni zgolj številka. Tukaj vzadej je tudi znak evro. Zakaj gre? Ja, tako je. Letos smo zagnali projekt v sodelovanju z URSA Slovenija in naknadno tudi z močnim združenjem Rdečega križa Novo mesto, projekt tako imenovani dobrodelni URSA Števec, ki je na nek način štel udeležbo tekmovalcev na delavskih športnih igrah. Končni znesek je pa podjetje URSA Slovenija na nek način prispevalo v dobrodelne namene. Matjaž, kdo so bili tisti najboljši? Pri dekletih, pri fantih? V bistvu je tako, da se lestvica najboljših ne spreminja, ostaja več ali manj enaka. Seveda je na prvem mestu podjetje Krka, pa potem je tukaj še roletarstvo Medle, pa Revoz, za njimi Adria, Policija in tako naprej. No, zanimivo je pa tudi to, da velika podjetja z več tisoč zaposlenimi ne dominirajo. Tukaj je roletarstvo Medle, ki je posegel zelo visoko, oziroma so vrstil kar vmes, ne? Ja, morate vedeti, da roletarstvo Medle kot ekipa izkorišča pravilo po združitvi določenih podjetij, tako da je mogoče matična enota podjetja res nima takega števila zaposlenih, vendar so združeni še z ostalimi podjetji, pa pridejo na kar lepo številko potem. Katere pa so tiste športne discipline, ki so po podatkih Agencije za šport najbolj obiskane, katerih se udeležujejo največ športnikov? Letos je bilo to tekmovanje v veleslalomu, nastopilo je 157 smučark in smučarjev, je pa nasplošno so bolj zastopane panoge, torej posamične panoge, ki se zgodijo enkrat v sezoni, govorim o kolesarjenje, veleslalom, smučarski tek, plavanje, tako. Matjaž, podelili ste tudi nagrado za najboljšega športnika in najboljšo športnico v razvrstiti 55 delavskih športnih iger. To je bilo drugič, lani prvič, letos drugič. Katera sta bila tista najboljša in s čim sta si priborila to nagrado? Nagrado sta si priborila na prvem mestu z udeležbo. Kajti prvi kriterij izbora športnica in športnika je udeležba, na drugem mestu šele rezultati. V bistvu ni bilo nobenih presenečenj, popolnoma isti osebi sta, tako kot lani, v prvi izvedbi te akcije, to sta Erik Raševec iz URSA Slovenija in Antonija Bahor iz Policije. Še ena nagrada je, ki gre pa na nek način, po domače rečeno, za življenjsko delo, recimo, oziroma za vložek v šport, v udejstvovanje, rekreativni šport, delavske športne igre. Lani tudi prvič podeljena, letos drugič. Ja, tako je, to je pa, bom rekel, posebno priznanje Agencije za šport za nek dolgoletno udeležbo, dolgoletno sodelovanje pri projektu. Letos si ga je
svojim dolgoletnim udejstvovanjem, promocijo badmintona in tako naprej nedvomno prislužil in zaslužil Vojko Antončič iz Krke. Delavske športne igre v Novem mestu imajo, lahko rečemo, domovinsko pravico, ne? 55 let, 55 izvedb, nekako mnogi se zgledujejo po Novem mestu. Bi kdo rad prišel zraven iz bližnje ali daljne okolice? Ja, moram priznati, da dobimo vsake toliko časa kakšno informacijo, kakšno pobudo, vendar zaenkrat ostaja projekt v domeni Mestne občine Novo mesto, posledično novomeških podjetij s sedežem v Mestni občini Novo mesto. Mislim, da bo tako tudi v prihodnje. Leto bo naokoli, začela se bo nova sezona delavskih športnih iger. Kaj sprememb v letu 2016? Zaenkrat kakšnih bistvenih sprememb ne načrtujemo, morda se pa v mesecu januarju, ko bomo organizirali tradicionalen sestanek z vodjami ekip, morda se domislimo kaj novega, pa spremenimo. Kako pa na same delavske športne igre porečejo oziroma gledajo udeleženci na rezultate, na udeležbo svojih sodelavcev in sotekmovalcev? Revoz in njihovo športno društvo je že eno takih. Predsednica društva pa je gospa Nevenka Bašek-Đilđević. Gospa Nevenka, kako vam uspe v tako veliki organizaciji, kot je Revoz, zbrati tiste najboljše in jih pripeljati tudi na tekmovanja v organizaciji Novomeške agencije za šport? Ja, naše rekreativno društvo se v bistvu lahko pohvali že za več kot 20-letno zgodovino. Tako da v vseh teh letih so nekako v spredje prihajale takšne in drugačne prioritete, ampak vedno je bila nekako v spredju skrb za zaposlene, za kakovostno preživljanje prostega časa in pa za zdravje. Tako da danes društvo lahko pohvali kar z 860 člani in za njih ponujamo res različne vsebine, tako rekreacijo recimo, tako pa do drugi strani tudi sodelovanje na delavskih športnih igrah. Vrsto let se uvrščate na sam vrh ali pa tik pod vrh, tako v moški kot v ženski konkurenci, ampak to, kot vidimo, ni več primat velikih podjetij, tudi manjša pridejo zelo visoko. Ja, to je zagotovo dobrodošli, vsake konkurence smo veseli. Je pa res, da je naš moto nekako sodelovati, spodbujati ta ekipni duh med našimi zaposlenimi, ker vidimo, da to na eni strani obogati naše zasebno življenje, na drugi strani pa dobimo tudi bolj zavzete, bolj vesele in zadovoljne zaposlene. Tako da konkurenca je vedno dobrodošla za vse. Povedali ste, da je želja podjetja, da se delavci, sodelavci rekreirajo, da se udeležujejo. Je potrebno morda še kako dodatno motivirati vaše sodelavce, da pridejo na tekmovanja? Ja, mi smo v zadnjih letih veliko v bistvu naredili na prepoznavnosti in opažamo, da to tudi zelo poveže zaposlene. Imamo vsi enake drese in nekako opažamo, da tako kot nastop za reprezentanco je v bistvu podobno tudi nastop za podjetje. V barvah podjetja se počutiš nekako močnejšega, bolj složnega in v tem je tista moč, ki jo v bistvu nekako najbolj imamo radi pri tem tekmovanju. Udeležili ste se praktično vseh disciplin, tako pri moških kot pri ženskah. Imate morda v glavi, koliko članov šteje vaše športno društvo zaposlenih iz Revoza? Ja, na današnji dan natančno 860 članov, to je kar zavidljiva številka. Če vemo, da je tam nekje več kot 2000 zaposlenih, je to dobršen delež zaposlenih, ki so včlanjeni v našo društvo. No, ko je že taka številka, vsi ne morejo na tekmovanje, vam kdaj kdo zameri? Ne. Da se ne udeleži? Ne, v bistvu sodelovanje na delavskih športnih igrah je povsem prostovoljno, tako da tukaj je res tisti ekipni duh, ali te to pritegne ali ne. Nikogar ne silimo v to, vsi nekako res želimo nastopati, želimo nekako zastopati barve našega podjetja in to je edini motiv. Gospa Nevenka, hvala lepa in kar tako naprej. Hvala tudi vam. Srečko, še ena oddaja se je iztekla prav na koncu, še enkrat medva in najbrž imate kaj sporočiti gledalkam, gledalcem, predvsem pa našim športnikom. Pomembno, da se športniki ukvarjajo oziroma vsi se ukvarjamo s športom od nič starosti do 100 let. S tem se starostna doba dviguje, sigurno temu pripomore tudi šport. Rekreativcem želim čim manj poškodb in čim boljših osebnih rezultatov. Športnikom pa čim več uvrstitev na evropska in svetovna prvenstva.
Novo mesto je pravo športno mesto, zato pa želim gledalkam in gledalcem, ukvarjajte se s športom, veliko dobrega, veliko prijetnega v prihajajočih praznikih in seveda naslednjo leto se spet vidimo na športnih objektih. No, naj dodam še jaz svoje želje. Srečno v letu 2016 in ostanite še naprej športni ter zvesti oddaji Novo mesto, športno mesto. Naslednji že zadnji ponedeljek v mesecu januarju.